Razdelitev javnega naročila na sklope. Poglejte, ko jaz oddajam javno naročilo, sem vezana k temeljnemu načelu gospodarnosti in ponudnikom moram zagotoviti enakopravno sodelovanje. Zdaj, če bom jaz imela določeno obsežno javno naročilo, imam določene ponudnike, ki mi ne bodo mogli ponuditi vsega, vem pa, da bi to naročilo lahko zaokrožila na določene celote in jih oddala ločeno. Kadar je mogoče določeno javno naročilo po naravi stvari razdeliti na manjše dele, tako da jih oddajamo ločeno, potem dajmo to javno naročilo razdeliti na sklope, zato ker bodo različni ponudniki lahko oddali ponudbo bodisi za en ali več sklopov oziroma za vse sklope. Na ta način bomo mi dosegli, da bomo imeli več ponudnikov, zagotovljena bo konkurenca, dosegli bomo najbrž nižjo ceno na trgu in ponudnikom bomo omogočili enakopravno sodelovanje. Skratka, bistvo pa je seveda, da lahko določeno javno naročilo tako oblikujemo, da gre za zaključeno celoto, ki jo lahko potem oddamo ločeno. Zdaj, pod mejnimi vrednostmi, pa lahko seveda, poglejte, to pa je predvsem blago storitve, ne gradnja, to, kar je z rdečim napisano, absolutno ne gradnja. Ta določba je bila napisana in mišljena je bila predvsem za tista javna naročila, šole, vrtce in druge ustanove, ki kupujejo prehrambene artikle. Da pač določeno javno naročilo predstavlja zaključeno celoto, ga izločimo, ostalo pa oddamo preko portala javnih naročil. Se pravi, naročnik lahko brez oddaje javnega naročila izloči določen sklop, pa da si boste predstavljali, gre za lokalno pridelano hrano, na primer, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 evrov za blago ali storitev, vendar skupna vrednost sklopov oddanih brez uporabe tega zakona ne sme presegati 20% skupne vrednosti vseh sklopov. To je pa ta izjema, ko je s lokalno pridelano hrano, ni pa nujno samo, da gre za hrano. Piše blago in storitve, tako da to je logično. Lahko iz enega javnega naročila izvzamemo in oddamo pod mejnimi vrednostmi, potem pa ostalo pa damo na portal javnih naročil. Kot sem rekla, to je bilo predvsem mišljeno za vrtce, šole in druge ustanove, ki imajo problem, kako kupiti lokalno pridelano hrano, ker vemo, da če gremo na javno naročilo, potem pač težko kupimo nekaj od kmeta, ker bojo vsi trgovci imeli cenejše produkte bojo ponudili. Zdaj pa splošno pravilo. Naročniki morajo javno naročilo obvezno razdeliti na sklope, če sta izpolnjena 2 predmeta. Če to dopušča predmet javnega naročila, se pravi, da gre za zaključeno celoto, ki jo jaz lahko oddam ločeno dobavo imam in sploh nimam nobenih problemov v fazi izvedbe, pa če to seveda prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti.